se mi zdi, da je v slovenskem šolskem prostoru oziroma v šoli sorazmerno malo prostora za tisto ustvarjalnost, torej veliko stvari je sprogramiranih tako, zdaj se naučite to in to, naredite domačo nalogo, to in to. In to dekleta veliko bolj vestno opravljajo, kot delajo to fantje. V današnjih časih, ko imamo računalnike, ko imamo strica Google, ki pozna praktično odgovore na vsako vprašanje, ni primerno, da se v šoli učimo, da se samo zapomnimo in potem spravimo to, kako smo vprašani na dan. Kaj vse je možno, če otrokom daš možnost, da na en inovativen način predstavijo svoje delo? Ni potrebno, da je to kontrolna naloga, pri kateri so dinarsko-kraške pokrajine pa naštej, ampak je to čisto bolj na inovativen način. In tukaj so bili dejansko uspešni vsi učenci. Fantje se menijo tam v 3., 4. letniku gimnazije, kaj bomo študirali. In imenitno je, če rečeš, da greš na pravo, na medicino, na razredni pouk, pa se ti je zmešalo, se boš tam s tistimi froci ukvarjal, ne? Poklic učitelja ni samo to, da ti dobiš plačo za svoje delo, ampak je to poklicanost, ne? Torej, tako kot je poklicanost recimo duhovnika, pravi duhovnik mora imeti neko poklicanost, tako je tudi pri učitelju.